Razgledi in razmisleki. Poslovil se je Béla Tarr, avtor, ki je v sodobnem filmu zavzel izrazito samosvojo pozicijo. Njegovi filmi so nastajali iz potrebe po drugačnem pogledu na svet in po drugačnem filmskem jeziku. Kot je povedal v enem svojih redkih intervjujev za Criterion, tudi kot kritika podob, ki jih je takrat srečeval v kinu. First of all, I was in the elementary school when I went to the cinema. Najprej zato, ker sem bil še osnovnošolec, ko sem začel hoditi v kino. Videl sem samo slabe zgodbe, lažno igro, slabe barve. Vse je bilo grdo, življenje pa ni takšno. In v svojih filmih ne trkam na vrata, jaz vrata brcnem. Hotel sem te udariti, pretresti, premakniti. Ko sem bil mlad, sem imel priložnost videti Abu de Souffle, Godarja, nekaj filmov Mikloša Jančoja in sovjetske filme, kot je Dziga Vertov. Poznaje sem videl Tarkovskega, Andreja Rubljova in zelo mi je bil všeč, a nikoli nisem želel postati filmski režiser. Ko sem bil star 15 let, sem za rojstni dan od očeta dobil 8-milimetrsko kamero. Takrat sem bil zelo zagrizen levičar. Čudna situacija je, ko živiš v državi, ki se imenuje komunistična, pa v resnici nikoli ni bila komunistična. To je fevdalističen sistem. In zame je bila kamera orodje za spreminjanje sveta. It's a feudalistic shit, and for me the camera was a tool to changing the world. To izhodišče se je pri njem razvilo v avtorsko držo, ki jo je ohranil skozi celoten opus. Filmski kritik Denis Valič ga šteje za enega od tistih avtorjev, ki jih najbolj občuduje. No, najprej bi mogoče rekel to, da pri Béli Tarru me dejansko cel opus navdušil, ker redko kdaj sledimo oziroma srečamo takega režiserja, ki bi res tako dosledno razvijal neko svojo lastno, zelo izrazito in zelo osebno, če rečemo temu poetiko oziroma slog, na kakšen način podaja svoje, težko bi rekel zgodbe, ker on prav zavrača zgodbe oziroma samo zgodbo, kot recimo neko hollywoodsko pogruntavščino, ampak pač to ideje, razmišljanja, ki jih pač ima o svetu okrog sebe oziroma pač o posamezniku v njem. Izpostavil pa bi morda Werkmeisterjeve, se ne vem, slovensko je harmonija, ki je pač izvirni naslov. To je pač tretje sodelovanje z Krasna Horkajem, če se ne motim, se tako izgovori. In zelo zanimivo pač zaradi tega, ker je v bistvu na nek način že v tem filmu zaostril to svojo poetiko oziroma način, kako je snemal, se pravi neka izčiščena črno-bela podoba, ki pa ni estetizirana, ampak predana tisti vse prežemajoči sivini, ki je pač sivina okolja, v katerega umešča oziroma svoje zgodbe oziroma svoje like. Podaljšanju kadra, samega kadra sekvence, kjer pač se recimo, ne vem, z nekega povprečja konvencionalnega filma, mainstream filma, ki je pač par sekundni kader, imamo pri pač Béli Tarru neke minutne kadre tudi, kjer se pač skoraj da nič ne zgodi, redko tukaj, recimo tak emblematičen oziroma izstopajoč, mislim, da je en zaključnih prizorov, kjer se dva moška sprehajata po opusteli mestni ulici in se dobesedno 2-3 minute nič ne zgodi, ne se pregovorita niti ene besede, dogajanje okrog je v bistvu nikakršno, niga in ona dva samo hodita in v bistvu zaključita tisto osredotočenost, ki jo kaže Tarr v bistvu na svoje like, na neko svojo naklonjenost, ki jo kaže do teh likov. Sam je namreč, to je izjavil pač v intervjujih, prepričan, da tudi najgrše, najbolj umazane, najbolj smrdeče osebe si zaslužijo pozornost in zaslužijo našo ljubezen. In pa, ja, no, v bistvu to je to, no. S tem je pač nekako dosegel ta svoj izgon zgodbe iz svojih filmov oziroma svojih del in pa na slogovni ravni pa to oziroma pač na vizualni izčistil to svojo podobo, no. V središču njegovega filma ves čas ostaja posameznik, človek v svoji ranljivosti, omejenosti in dostojanstvu.
Prav ta pozornost do tistih, ki so sicer potisnjeni na rob, povezuje njegove zgodnje in pozne filme v enotno, dosledno linijo. Pri tem je izhajal tudi iz lastnih izkušenj. When I became 18, I wanted to go to the university and they told me very clearly, you never ever... Ko sem dopolnil 18 let, sem želel na univerzo, pa so mi zelo jasno rekli, nikoli, ampak res nikoli ne boš študent v tej državi. Tako sem delal v ladjedelnici, nosil 20-kilogramske kose železa. To je bil zelo težek čas. Na koncu sem si uničil hrbet in nisem mogel več delati, tako da ja, v film sem vnašal različne fragmente in elemente iz svojega življenja. Na koncu to ni bil več sociografski film, ampak družinska drama. Glavno vprašanje pa je bilo pokazati kakovost družinskega življenja in ponižanje, ki ga ljudje doživljajo. The family life and how they are humiliated. Ta izkušnja se v njegovih filmih odraža predvsem v odnosu do telesa, filmskega prostora in trajanja. Režiserka Ema Kugler pravi, da je Béla Tarr avtor, ki se je vanjo in v njeno ustvarjanje s svojimi filmi vpisal v temeljnem smislu. Kaj me najbolj navduši, kaj mi najbolj seže v možgane, v male možgane, v nezavedno, v srce, je njegova kompleksnost. Kolikor jaz poznam filmsko zgodovino, je za moje pojme on najbolj kompleksen avtor. Zaradi tega, ker 3/4 pove tako med vrsticami. Ne? To je meni všeč. Jaz nisem rada teh filmov, kot vse položijo na pladne. To je eno. Drugo je pa, kako on obvladuje čas. To je pa meni čista misterija in to vedno deluje. Seveda, zdaj jaz govorim osebno kot gledalka, ne, ker enim bi šlo mogoče to na živce, ne. Ampak to je neverjetno. Če se spomnim unega uvodnega kadra pri Satan Tangu, ko se začne, tam vidimo une krave, ko grejo ven iz une štale, blad, nebo je vedno sivo, nikoli ni sonca in une krave grejo, potem pa kamera počas pozi po zidu. In to traja po mojem 2 minuti, če ne celo več. To vidiš, zid postane freska. Ne? En ofucan zid, ampak to ga je nekdo mogel prav umestiti in prav posneti. Genialno, tako da jaz o njem lahko samo govorim genialc. To je eno čas, to je meni neverjetno. Kako mu to uspe, da ti nikoli, da čas mine. Jaz se spomnim, ko sem šla gledati Satan Tango, sem rekla, Madonna, to pa težko zdržati 7 ur pa pol, ne. Pa sem si kupila pomaranče, pa čokolado. Nič! Jaz sem šla ob enih 1:30, začel se prek popoldne, kdaj, 1:30 domov, jaz sem bila tako napolnjena z energijo. Mislim, kot da si eno odrešitev doživel, ne. Tako da res, genialc. Drugo je pa, kako on svetlobo operira, ne. Nikoli ni senc, ker ima vedno difuzo, ne bo vidiš, ga ne opaziš, ker nikoli ni sončne svetlobe, ne. In to daje pa eno tako, v en nostalgični svet te popelje. Ti kar ene svoje zgodbe zraven furaš, če glih se ti zgodb ne zavedaš, ne, ampak tako nekako sporedno gledaš film, ne. Se ne morem reči, da sem svoje zgodbe noter videla, ampak tako večplastnje. In tudi to mi je všeč, ker seveda je zgodba, vedno je zgodba, tudi če ni ene besede izrečene, vedno ima film zgodbo, ne. Ampak kako on, ko ima te like igralce, ne, ki predstavljajo pač, ne, bolj slehernika, ne, ampak tega nižjega sloja, ne. Kako on poleg teh, pa je lahko tudi v forplanu, ne, igralec, ampak kako vse okoli deluje. Kako to okolje uporabi, une predmete, mislim, vse govori, mislim, pri njemu vsaka stvar, ko je v kadru, nekaj govori, ne. Tako da res, genialen mojster. In se spomnim tam, sem tam nekje na sredi Satan Tanga, ko pridejo, pa tudi kako so oni luči postavljali, to mi je pa čista misterija. Vse v Satan Tangu so meni čez 250 dni snemali, ne,
Edin prav, ki je vztrajal, ker pri nas ni časa, to se bo posnel, ker sploh, mislim, ker bi rekel jaz bi tako rekla, da ne bo pa svetloba, kakor je, pustimo mi zdaj, kakva je narava, je taka ali drugače, je to kakor neko nezavedno, v bistvu, kad ti ne opaziš, ampak na tebi vpliva, in pol čist drugač noter v zgodbo padeš, No in se spomnim, ko gre ta kardelo teh revežev tam po uni blatni cesti in hodi, pa pridejo, če se spomniš, v un porušen grad. Je čista tema. In potem v eni liniji pasova. In pa sem sploh gledala, pa kam je luč postavil, jebela se, kako boš to, mislim, pa to ni bilo kompoziting, da bi dali po sobo not, Mojster, imel je podlago mojstrsko, tako da res genialno, tako da, pa ga malo ljudi pozna, veš, če se tako pogovarjam z prijatelji, no se večina mojih prijatelj tako hodi v kino, ampak tudi nekoga narediš, ampak to je res tako ime, ko bi, mislim, ampak seveda ni bil tako eksponiran, ker ni komercialni film, tako da velika izguba. Poseben odnos filmov Bejletara do filmskega časa in do strukture prizora je ena njihovih najbolj prepoznavnih značilnosti. I have my own manias because long monologues and to see a face as a kind of landscape. Imam svojo manijo, dolgi monologi, obraz kot pokrajina. Večina filmov ignorira čas, ker delujejo po logiki akcija, res. Sledijo linearni pripovedi. Mene to nikoli ni zanimalo. Tudi ko zidu je lahko zgodba. Zame so čas, gibanje, prostor, pokrajina bistveni. Godard je rekel, da pravi režiser montira v kameri. Kasneje je sicer veliko rezal, a jaz sem to vzel zelo resno. Navadno je en kader, en prizor. Na montažni mizi ne moreš več ničesar popraviti. Zame je zanimivo, kako se med snemanjem gradi napetost med ljudmi. Če se kamera giblje v prostoru, vedno znova razkriva nove obraze, nove kote. Včasih prizora sploh ne ustavim, čeprav je že končan, ker me zanima, kako boš reagiral, ko kamera še teče. Ne moreš pobegniti, začneš razkrivati drobne podrobnosti, prideš do človeka, do človeškega življenja. And you will reach the human being, the human life. Za gledalca to pomeni, da film deluje drugače, kot smo vajeni, in zahteva drugačen način pozornosti. Urednica revije Ekran Ana Šturm. Ja, prvi film od Bejletarja, ki sem ga gledala, je bil Turinski konj. Kar mi je bilo vedno zanimivo, je to, da je bil njegov zadnji film eno izmed mojih prvih res tistih transcendentnih filmskih doživetij. Spomnim se, da sem ta film gledala tukaj v kinoteki, ne vem čisto točno katerega leta, ampak mislim, da je mogel biti tam okrog, se pravi nekaj časa potem, ko je že prišel ven, se pravi nekih 2014-2015. In njegovi filmi so vsi relativno dolgi in ta 4-urna izkušnja tega filma, teh črno-belih podob, tega zavijanja vetra, te absolutne potopitve v ta film je v meni, mislim, da zavedno nekaj spremenil oziroma zavedno je spremenil način, na katerega gledam filme oziroma neko pojmovanje o tem, kaj film je, na kakšen način se te lahko dotakne. In ta film, Turinski konj, se mi zdi, da je hkrati res tako zelo preprost film. Se pravi, 4 ure, vsega skupaj 30 kadrov, narejen je z najbolj osnovnimi filmskimi sredstvi, na filmski trak, prikazuje neko absolutno monotonost življenja, to neko vsakdanje ponavljanje vedno enega in istega, neke iste rutine, golega preživetja, ampak hkrati
je tudi to torej eden najbolj preprostih in eden najbolj kompleksnih filmov. Totalna metafizika, nekaj, o čemer lahko cel dan premišljuješ, pa ne prideš niti blizu. Se pravi, nek film, ki bolj, ko ga poskušaš razumeti, bolj se ti na nek način odmika. In v tem je res neka taka neverjetna lepota, ker ga ne moreš zares nikoli zaobjeti v celoti, ampak lahko ga pa doživiš. In to je bila res ena tako najlepših izkušenj sploh. Morda so njegovi filmi še bolj kot drugi vezani na konkretno izkušnjo gledanja, na okoliščine, v katerih se z njimi srečamo, in na to, kako se film zapiše v spomin. O tem razmišlja urednica filmskega programa v Slovenski kinoteki Anja Banko. Ja, Torinski konj Belatarja je pravzaprav prvi film, s katerim sem se srečala, sicer ironično malce morda, ker je njegov poslednji film. Vendarle pa je bilo že neko doživetje tega filma tako zelo posebno, da me je nekako potem usmerilo v nadaljnjo raziskovanje avtorjevega ustvarjanja. Namreč film sem si ogledala na festivalu v Motovunu, v neki taki stari, mali dvoranici sredi vročega popoldneva, in več kot je trajal film, bolj intenzivno sem slišala ventilator, ki se je vrtel nad našimi glavami, klime v dvorani še ni bilo, in tudi tisti stari leseni stoli so v bistvu ta visceralnost teh filmskih podob tako res potencirali do poslednje pike, bi rekla. Tako da ja, Torinski konj je vsekakor film, ki se mi zdi tudi z današnje perspektive, da res podpisuje avtorjeve nekak idejne in formalne percepcije od samega v bistvu ustvarjanja filmskega jezika, ki je izrazito samosvoj v načinu ustvarjanja filmskega prostora, predvsem pa filmskega časa, kot tudi tematsko se dotika nekih teh res, bom rekla, bistveno banalnih življenjskih tem. V Torinskem konju gledamo pravzaprav 5 oziroma 6 dni vsakdana nekega preprostega kočijaža, kmeta in njegove hčerke ter njunega konja, torej torinskega ničevega konja, in način, kako upoveduje oziroma upodablja prav zares čas skozi razbijanje in nekak zamolk svetlobe, je bilo res nekaj, česar še nisem videla. No, ta pravzaprav zbližanje z ničem podobe, z ničem biti, zvoka, svetlobe, je res nekaj neprimerljivega, no, v filmskem svetu. Je pa Belatar vsekakor avtor, ki ga je vredno vedno znova raziskovati, ker pravzaprav njegove alegorije tako zelo precizno upovedujejo neka človeška in tudi družbena občutja, sploh v kontekstu avtoritarizmov in fašizmov, ki danes vznikajo po svetu, da so ogledalo duše in človeštva, ki je vedno znova vredno pogleda. V njegovih poznejših filmih pa se te značilnosti povežejo v precej zgoščeno podobo sveta. Filmski kritik Robert Kuret. Mogoče bi začel kar z zadnjim njegovim filmom Torinski konj, s katerim je tudi sam Belatar rekel, da je nekako povedal to, kar je imel za povedati, in s tem tudi zaključil svoje ustvarjanje celovečernih filmov in se posvetil potem pedagoškemu delu. Mogoče pa zato, ker gre za neko destilacijo, se mi zdi, da celotne njegove poetike, v bistvu tako v smislu stila, ki je vezan pač v njegovih kasnejših delih in bolj znanih na črno-belo podobo, na opustele pokrajine, na ekspresivnost obrazov, pa konec koncev mogoče predvsem na to, da zato, ker je Tar nekoč rekel, da je on v primerjavi s Tarkovskim, se pravi, da pri Tarkovskem recimo dež očiščuje ljudi, pri njem pa samo pač dela blato.
tudi recimo v prejšnjem delu Satanov tango predstavlja pač neko brezizhodnost, ker se mi zdi, da se v Turinskem konju samo še potencira, ker smo v bistvu sred opustele pokrajine, kjer je pač neka propadajoča hiša, v kateri živita oče in hči, kjer zmanjkuje vodnih virov in tako naprej. Ampak da je v bistvu zanimiv moment glih ta, kako v teh pogojih, ki so pač res na robu preživetja, začne rasti neka upornost in neka eksistencialna volja, ki da življenju v bistvu neko svetost, zato ker morajo najbolj banalne in rutinske stvari postati pač stvar neke volje. No? Tako da je v bistvu zanimivo, kako tukaj Tar kot pač ateist pa avtor zelo zasidran v materialnem, nekako glih s tem izraža pač tudi neko presežnost. No. Tako da zaradi tega in to je mogoče najbolj vidno v Turinskem konju, kjer dejansko pač ni več nobene iluzije, da je možno iti kamorkoli drugam ali kamorkoli onkraj, kot recimo je bila mogoče še prisotna v Satanovem tangu, ki je posnet po istoimenskem romanu, tudi Nobelovega nagrajenca Lasla Krasznahorkaja, ki je bil napisan v 80-ih in je bil postavljen v čas teh propadajočih skupnostnih zemljišč na Madžarskem, kjer je v bistvu in roman in film sta še nudila recimo pač neko iluzijo možnosti odhoda drugam. No. Ki pa je bila seveda stalno spodjedana in tako z neko anonimno birokratsko strukturo, ki pač tako dost tudi na Kafko spominja, pa z nekim tem likom lažnega preroka, čez katerega v bistvu je Tar tudi upovedal to svoje temeljno nezaupanje do oblastnih struktur, kot pač nekih urejevalk človeškega življenja. Razglede in razmisleke smo namenili nedavno preminulemu madžarskemu režiserju Beli Taru. V oddaji so sodelovali Anja Banko, Ema Kugler, Robert Kuret, Ana Šturm in Denis Valič. Bral je Igor Velše, za ton je skrbel Miha Klemenčič. Urednica Staša Grahek, oddajo sem pripravila Tina Poglajen. Razgledi in razmisleki.